Skriti biser festivala Lent. Čakaj, to smo na listku napisano. Ja, pogledaj, ne. Ne bom. Skriti biser. Ja, eno je to na KMŠ odru, zadnji dan, lani so me gurčki leteli na LPS, to je skriti biser. Stand-up, ki ga ne poznate osebo, če poznate dovolj jezik, lahko je v angleščini, lahko je v srbščini, lahko je v slovenščini, seveda. Nikoli slabe, jaz ne mislim do človeka, ki bi šel stand-up pa rekel, da ni bilo v redu. Če ni razprodano, če mislite, kaj če bi šla, idite. To je res zagotovo super. Res se splača iti, če vam je fejs vroče, pa če imate otroke, ki nikoli niso bili na klasične glasbe, bojo hostese zelo razumevajoče. Res se splača iti pogledati salon glasbenih umetnosti, počakate 2 komada, saj boste vedeli in greste, področje je klasična glasba, tako da to je par biserov, pa petkov afterparty, ne sobotni zadnji. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena opcija poslušanja Večerovega podcasta Večer zjutraj, ki ga pridno poslušate, in danes ne bomo tako dolgi kot v prejšnjih tednih, saj upam, da ne, ker se nam mudi na festival Lent. Z mano je Jaša Lorenčič, mariborski kronist, podcaster, kvizmojster, mladi foter. Zdravo, Jaša. Hoče, da si rekel foter. Zdravo, Miha, zdravo, Dajča. Festival Lent, si kar znemirjen? Pa sem vznemirjen na način, da še imam kar nekaj stvari za narediti, tako kot vsi, tako kot predvidevam, da Miha tudi ti, čeprav eni ne gremo seveda na dopust. Je pa res, da, kako že pravijo, da če delaš tisto, kar rad delaš, potem nisi delal niti en dan v življenju. Ne? In delati festival Lent je res fajn. Naporno, včasih hektično, ampak na koncu res fajn. Prvi spomin na festival Lent? Prvi spomin na festival Lent bi verjetno bil, zdaj mi bo Ata zamero, ko sva bila z mamo na koncertu, zdaj pa ne mar so bili še Sokoli ali celo še prej, ampak bil je koncert Pera Lošina, oder pri Stari Trti, ki ga zdaj ni več, zdaj je tam recimo oder OTP banke, ampak stoji na reko naslonjen, čisto drugi časi, super koncert, sicer pa bi spomini bili Jurčko oder z Starega mosta dol ogled na Dravsko ulico. Potem bi se pa že našli kakšni počasi tudi srednješolski sošolec, sošolka, on je izgubil telefon, mi smo mislili, da mu ga je ukradla na Benetkah, druženje. Tako da takšni razni spomini, 2 ognjemeta, še kakšen v glavi. In ja, bi se spominal se bi res veliko nabrava. Kar nekaj prvih spominov si zdaj naštel. Ja. Če gremo k tem prvim spominom in festivalu Lent, vrsto let zdaj že pišeš s festivala Lent kot novinar, poročevalec, kronist, zdaj tudi za Narodni dom, in v naslednjih dneh, ko boste brali Večer, tudi Večeru boste lahko prebrali Jašine stavke. Jaša, prvi novinarski festival Lent, kdaj je bil, kje je bil? Je bil po moje, ker prvič sem bil na praksi 2003, ampak je bilo v juliju mesecu, ko je seveda to že teklo in so moji predhodniki, nekateri so še tukaj že seveda pisali, tako da jaz sem prvič pisal po moje leta 2004. Seveda takrat festival trajal še 16-17 dni in novinarski spomini izjemni, zdaj ne vem, ali tisto leto kasneje se je takrat Večerova stran tiskana celo risala, torej tehnični uredniki so jo narisali, mi smo celo lahko pisali ali pa smo šli v nekdanjo hišo, tako da se je v bistvu delalo sproti, rok za oddajo članko je moral biti face, zelo, res face pozno, po moje tam skoraj po 11, tak, res dejansko si naslednji dan čez 5-6 ur si lahko svoj članek, ki si ga napisal, držal v roki. In so bili to dobri časi za nekoga, da se je izostril v tem poslu? Najboljši. Mislim, to so bili časi, kjer res je bilo možnosti ogromno, časopisi je to lahko privoščil, festival je bil izjemen, drugi časi so bili, ti si bil internet na nek način, ker kot je pisalo Večeru, kot so rekli Večeru, kot se rado reče, ne, tako da si seveda imel veliko odgovornost, še večjo po moje tisti, ki so z nami delali, Mirko Lorenci, Gloria Lorenci in ostali, ne, ki so nam pa res pustili ogromno svobode, predlogov, želeli, da vsak najde nek svoj glas na nek način, da najde tisto, kar je, in mislim, da smo to počeli res številni. No? Se je
takrat učilo novinarstvo tudi na kak drugačen način, ali je to bilo res samo striktno teren, izjava, napiši, ali ste imeli kakšne druge pristope takrat, ne vem, so vas starejši kolegi, mentori tudi preizkusili na kak način, ne vem, lahko jaz eno svojo izkušnjo povem. Seveda. 2017 je bil prvi moj novinarski festival Lent za Radio City, ki je imel takrat še studio na Lentu in poslan sem bil pač iz tega festivalskega studija po izjave in naletim na Ani Desetnici na Francoze, ki niso znali angleško in jaz ne francosko, ampak mogel sem pa v roku 1 ure narediti prispevek, ne. In to je bilo kar zanimivo vse skupaj spraviti. Ne. Si dobil pol izjave? Ja, izjavo sem imel, samo kar sem povedal čez izjavo, ne verjamem, da je bilo točno tako, kot sem mislil. Seveda sem poslal tisti posnetek kolegici iz ene od drugih gimnazij mariborskih, mislim, jaz sem takrat že bil na faksu, pa tudi ona ni točno razumela, kaj je povedano v tisti izjavi. Tako da jaz sem pričakoval, pač nisem pričakoval, da se bo to zgodilo, tisti, ki pa me je poslal, pa je brško ne vedel, ne, da se bi lahko kaj takega zgodi. Tako da, ker je pisalo tam FRA v programu. Ne. Razumem, ja, francoščina. Ja, ja mislim, Lent je bil prednost, kar ti je vse meni potem dal še seveda šport, ne, kar sam dobro veš iz časov, ko so bile menjalke in si pač moral dati tekst takoj po koncu in če gre nekaj v tisk, vemo, ni delete backspace, tega ni, ne moreš pobrisati za nazaj. Tako da prednost Lenta, sploh tistega, kar smo delali zvečer, je bila absolutno ta, da pač si res moral biti zverziran in zato smo verjetno dobivali, ko zdaj pomislim nazaj, sploh nisem o tem razmišljal, dobivali prej morda kakšne bolj splošne tekste, da so videli, kolikšne so tvoje zmožnosti, da so te na kaj opozorili. To so bili še časi, ko si printano, tiskano verzijo prinesel k mentorju ali mentorici in je bilo potem podčrtano. Ne, seveda, če je bilo zvečer, ni bilo časa za kaj takega. Tako da to, ampak poslali so te, Google je takrat vedel dosti, ampak ne toliko kot danes, sploh pa ne takšnih lokalnih stvari. Ne vem, jaz se sploh spomnim, ko je, mislim, da to bil 2-4 festival, ja, morajo biti, ker sem še ravno zaključeval gimnazijo in je Vlatko Stefanovski prišel iz Tonske vaje, oziroma ne, zaigral je za drugo orkestrom en komad in sem ga potem vprašal, kako se mu je zdelo in je, če se prav spomnim, mislim, da prav citirana izjava bila, da so ti otroci res zelo entuzijastični in mislim, da sem si takrat prav zapomnil besedo entuziazem, ravno zaradi tega in to so bili ti novinarski pristopi, pač padel si vodo, tako kot je takrat to bilo, popravljeno praktično ni bilo, tempo je bil silovit in na ta način smo se res izbrusili. Upam, da v redu novinarje, poročevalce, kreatorje vsebin. Danes je seveda drugače, ne? So vsebine iz festivala Lencu povsod, pa se na nek drug način zdi, da jih pa ni, ne? Ker je pač poplava informacij takšnih in drugačnih na spletu in drugih medijskih formah veliko. Se spomniš ti časov, ko so na Lentu bili se studiji lokalnih televizij, festivalski radio, večer je imel torej svoj kotiček, ki si ga že omenil, poseben VIP oziroma press center. Mislim, Radio City je imel lounge spredaj, vsi se spomnijo Natalije Bratkovič in njenega studija, ki se sicer malo, mislim, da selil, na koncu je bil tudi celo, mislim, da na Židovskem trgu, predtem je bil tudi pod Starim mostom. Mislim, te lokacije so bile res zelo raznolike in izgledalo res spektakularno, ne. Res mediji so imeli res veliko moč, se ne da zdaj nimajo, ampak res je bilo drugače, ne? Ker si lahko nekatere stvari izvedejo pač samo v medijih. Ne? In tega se zelo dobro spomnim in marsikdo si je najbrž naredil takrat tudi kar prepoznavno kariero, ne? V času festivala Lent. Ne? In ti zdaj pišeš vsak dan z festivala Lent dnevnik. Kako je to sploh izvedljivo? Kako prideš na toliko različnih prizorišč? Prvo je izvedljivo z kopico razumevanja doma in z držanjem pesti, da bojo doma vsi koliko toliko spali. Drugo je z iskanjem primernega prostora naslednji dan zjutraj, ko pišeš, kar glede na to, da Lent in vreme sta se v zadnjih 5-6 letih, jaz upam, da nisem jaz tega prinesel. Lent je nekako zaznamovalo slabo vreme, dež in tako naprej. Zadnja leta je Lent povezan izključno z silovito vročino, vročinskimi valovi, do točke, da so, ne vem, imeli že folkloristi na glavnem trgu težave z nastopanjem, ker so pač bili nekateri iz oddaljenih oceanskih držav bosonogi in so težko nastopali na razbeljenem asfaltu oziroma ploščah ali karkoli že imamo na glavnem trgu. Ampak
Samo še ta dodatek, prebral sem v tvojem tekstu, 5,5 dni je deževalo. Ja, mislim, da približno to drži. En dan je bilo pol, ker večinoma so zdaj nalivi, ni več tistih, ko časih po 3 dni skupaj deževalo, tega ni. Ampak ja, mislim, pisati dnevnike je hudo velik najprej izziv, potem pa odgovornost, pa hkrati čas, da ti nekdo zaupa tebi in tvoji presoji, idi, poglej, napiši in nikoli noben, idi to, idi tisto, nobenega sugeriranja, tako da, ker verjamem, da me boš vprašal, kako se sploh odločiš, sproti. Sproti vidiš približno po odrih. Kaj sproti? Prideš ti, koliko greš v mesto, greš ob 3 na eno osvežitev cedevito? Ne, ponavadi tam okrog 6, pol 7, odvisno od dneva, kdaj se stvari začnejo, ampak... In pol narediš to? Ja, pogledam, seznam praviloma že preden se odpravimo doma, približno vidim, ali pa še na telefonu pogledam, kaj je na sporedu. Potem pa začutiš, bolj kot festival gre naprej, kdaj so tisti vrhunci na festivalu. Zdaj poročanje mojega dnevnika ima fizično omejitev v mojih 2 nogah in 2 rokah in sem lahko samo na enem mestu hkrati. Zagotovo včasih kaj zamudim, najboljši trenutek, ker pač greš na drugi oder, ker se med, 8 in 11 zvečer lahko hkrati dogaja na 6, 7, 8, 9, 10 odrih in to je nemogoče pokriti. Iz izkušenj, ki jih potem imaš, skušaš nekako ujeti začetke, sredino in konce dogodkov. Zdaj pa zelo odvisno pa je tudi od odrov. V sodni stolp lahko prideš kadarkoli in boš imel material, ker je ravno intimnost, prednost tega, da se izvajalci slejko prej dotaknejo mikrofona, ga primejo v roke in kaj zabavnega povejo. Če prišel na stand-up land, je štos že na vratih. Na glavnem odru morda je res na začetku malenkost bolj zadržano, bolj proti koncu kot gre, bolj zabavno je, ponavadi se ljudje tudi bolj sprostijo, načeloma, ker sem dal skozi kar nekaj koncertnih, ne toliko držav, ampak predvsem koncertov doma in v okolici. Slovenci smo morda malenkost bolj zadržani sprva, ne pa nujno. Joker Out recimo so bili primer, ker je ne pa nujno zagotovo obveljalo, ali pa Alo Stari, ko so bili na Rotoškem trgu, ko je bil tam, mislim, na večero oder, v tisti, mislim, prvi ali drugi koronski sezoni. Tista je bilo zelo... Brkovi, pa Brkovi so potem podarili. Jaz mislim, da če ne bi občina šla obnavljati knjižnice, bi jo tako ali tako morala, zaradi nastopa Brkovi in predtem, ko je Tina Matjašič ljudem po rokah skakal, sedel, kričal. Imeli smo pa maske, ali ni več bilo maske? Ne, mask ni bilo. Distanca je bila. Ja, distanca je bila. Dober plac je ta večer odrbil. Zato je največja dragocenost festivala Lent, ni samo njegova preteklost, čeprav vemo, da starejši, kot smo bolj nostalgični, predstavljamo... Ja, za nazaj... Pod Zahodom vreje, pa kaj si ti... Ja, za nazaj se vedno vse lepše zdi, kot pojejo mi dva, ampak meni se vseeno zdi, da dragocenost festivala in tisto najlepša stvar je, da si lahko samo v času festivala na določenih odrih. Sej, recimo, meni je zelo zanimivo tudi fenomen martinovanja v Mariboru. Ti si lahko na trgu naštukla kadarkoli. In ko greš čez dan na banko, čez mesto, karkoli v trgovino, pač je trg, ampak ko je Martino in isto, ko je Lent, se spremeni, imaš to vrednost in enako je za tem odrom, ki je lani bil pri Stari Trti in ga je letos vzela OTP banka in preselila svoje ime tja. In se mi zdi, da je program kar precej močen, ima neki duh tiste promenade, kot je včasih bilo, vem, da Vladimir Šegec rad pove uradno, da bi si želel, če bi ljudje imeli toliko Firbca, kot so ga imeli nekoč. Jaz mislim, da Firbec še vedno je pa ponudbe veliko. Zato danes, ko pogledaš program Lenta, je drugače gledati skozi vidik, da so pač vstopnice lahko so plačljive za nekatere odre, mislim za 4 odre, za ostale pa ne. In na blef iti nekam, če boš kupil karto, tega je dan danes precej manj, zato tudi to pozna seveda pop svet in rock svet najboljše, zato se ena in ista imena bolj ali manj lahko potem obračajo, ampak dragocenost Lenta je ravno to, da je veliko stvari, ki jih lahko reš pa res samo pogledati. In že na promenadi letos se bo to dobro videlo, po moje. Včasih so na promenado v nekem trenutku vsi šli hkrati, zdaj grejo ljudje čez dan že v Art Camp, grejo na Triglav oder, grejo kamorkoli pač želijo iti. Ja, res kolektivna izkušnja. Razporedi se vse skupaj. Dobro, o tem, kakšen je bil in kakšen še bo festival Lent v prihodnje, pa kakšnega si želimo, morda kasneje, zdaj, ker sem ti poslal iztočnice in si rekel, da če bom šel po vrsti, da bo v redu. Ja, ne. Bom vseeno šel. Zelo vreda je, Miha. Vprašal sem te že o tem, kakšen pristop imaš pri pisanju, ne pa, kakšen je po tvojem mnenju trenutno odziv ljudi v mestu na festival Lent.
malo se zdi, da ni več to tisti festival Lent, ko so vsi čakali, da se konča tista 2 tedna, ko je ognjemet, pa nam vsi piči proti Istri, Dalmaciji in kamorkoli so ljudje pač šli na dopust. Bom najprej ta sklepni del povedal. S časoma, pa ko sem se pogovarjal z ljudmi, ki seveda ustvarjajo festival in ga vodijo, ne bi ravno rekel, da so mi prikimali, ampak najbrž bi našli skupne točke, ne. Seveda se vsi spomnimo, jaz sem sošolca Erneja iz osnovne šole, ki je bil doma, vhod ima tu za kazinojem, ne, tako da imeli so res izhod ven na balkon in tam je res si videl ognjemet, brez gužve, ampak si videl celi ognjemet, ne, in to smo res vsi čakali. To je moralo biti leta 98, 99, tu nekaj na pamet, zdaj govorim, ampak recimo, ne. Sredi 90-ih, če je nekdo bil na koncertu Metalike, so ga na ulici ustavili, če je bil nekdo na, ne vem, potovanju, kaj jaz vem, v Tuvaluju, je dal intervju za večer. Hočem povedati, ljudje so imeli neprimerno, ne toliko manj možnosti, ampak Lent je bil tisto, kar jih je spravilo sem, ker pač ni bilo ponudbe, niso si ljudje mogli toliko privoščiti, drugačen svet je bil. Danes pač pridejo festivali okrog nas, koncerti okrog nas in pač ljudje grejo na to in ni več tistega istega pričakovanja, ker ga niti ne more biti. Ampak odnos Maribora do festivala Lent je tak specifičen, Mariborčani pač taki, vsaj po mojem mnenju, zagotovo ni ultimativno in pravilno, je pa eno od mnen, je pač takšno, da jaz mislim, da je odnos meščanov do festivala zrcalen, vidiš pač tisto, kar hočeš videti, oziroma lahko tudi to, kar vidiš ti v Lentu, vidi Lento tebe in nazaj, lahko je to zelo intimen, večkraten odnos, lahko je to on and off, lahko je to ljubezen nadaljavo, lahko pa je to ni za mene, ne spada, ne najdem nič zase, čeprav je program res zastavljen zelo, zelo široko. Odnos se spreminja in vem, da je Vladimir Rukavina večkrat povedal, edina stalnica je to, da je festival spreminjajoč, ne, glede na to, koliko odrov je ta festival našel na lokacijah, kjer noben, niti približno drug, verjetno ne bi v tem videl odra, Stari radio, plavajoči oder na Dravi, Jurško oder, vse to, kar se je takrat začelo in nadaljevalo, ne nazadnje Rotovški trg, zadaj Jazzland, Minoriti, ki so danes, vprašanje, če bi mi imeli takšno zasnovo auditorij lutkovnega gledališča Maribor, kot ga imamo, če ne bi takrat se nekdo spomnil pa delal koncertov že Jazzlenta in vsega drugega, kar je prihajalo. In jaz mislim, da Mariborčani na koncu dneva so ponosni na Lent, je pa tako, ne, dokler nekaj imaš, morda nimaš takšnega občutka do takrat, ko to zgubiš, ne. Zlata lisica je zelo lep primer tega, ne. Kaj se potem zgodi, ko nekaj nimamo, pogrešati začneš, ne. Slej ko prej, veš, da je to bila identiteta in festival Lent je zaenkrat še identiteta na način, prilagaja se, uvedel je stopnico, kolikor je zadnjič direktor Rukavina povedal, se tudi izdatno financira iz lastnih prihodkov in je začel iti v to smer, v katero je bilo pričakovano, da bo šel. Mislim, da je pa šel še pravočasno, ker če ne bi obstajal in ne bi imel tako krasnega programa, kot ga ima. Ne. Misliš, da bi mogel biti, tako kot je pred leti razmišljal in si želel župan Saša Arsenovič, da bi pač mogel biti festival čez celotno poletje raztegen, ali je boljše, da je pač... Čez celotno poletje mogoče ne, je pa res, da bili so poskusi Lent po Lentu za 2 vikendoma na glavnem trgu, ki je ostalo in sploh ni bilo tako slabo, malo je bilo vremena odvisno ali karkoli, ampak tudi recimo izredno se je takrat, mislim, na prvi koronski Lent 2020, ki je bil avgusta, če se prav spomnim, eno od teh 2 je bil avgusta, ko je bilo tudi zelo toplo, dnevi so bili res da malo krajši, pa mislim, da so bile stvari malenkost prej, ampak se je tudi zadnji teden avgusta pokazal za izjemnega, ne. Zelo zanimivo bo videti, letos ima, mislim, na Radio City koncert, ravno zadnji vikend v avgusta, ne, kar je zelo dober termin, kar je nenazadnje tudi Magnifico ugotovil v Ljubljani, ne. To so vse termini, ki so zelo, zelo uporabni. Včasih se je dogajalo, ko sem še, ne vem, pokrival za večer festival in pa hkrati koncerte, sem imel blazne težave ravno prvi vikend, ne, tu 24, 25, tu nekje, ko se začnejo počitnice, zgodil se In Music, bili so koncerti na Dunaju, ogromno ponudbe, danes Duplek, poglej festival, kaj vse imajo, ne, mislim, marsikdo ima na tisti, ne nazadnje Kungota, ne, Lenart je imel zdaj trojica, ne, zato imamo stari majico. Ja, vsi ti, seveda, ker si lahko občina danes to privoščijo, ne, če bi nekdo rekel, ne, moj oče iz Dupleka, če bi nekdo rekel v sredi, ne vem, ko je Siddharta eksplodirala, ko je bila za Bežigradom, če bi ta rado rekel, to je bilo 2-3, da bo Siddharta igrala v Dupleku, bi se vsi smejali, ne. Danes je to samoumevno, da si občine to lahko privoščijo in hvala Bogu, da si lahko, dokler so občani seveda zadovoljni in mislim, da so. Je pa res, da potem festival, kot je Lent, more najti tisto nekaj, trudi se zelo dobro,
seveda mu ne uspe vse, se nobenemu ne, ampak mislim, da glede na to, da še ustraja na ta način in hoče in gara, je mislim, da dobra stvar, da ga imamo. Provokativno vprašanje, ki ni planirano in bi moral biti... Eno od 2 dovoljenih, ja. Vsaj, jaz postavljam za pravila, ne ti. Bi moral biti vsaj za en dan, pa en oder za več dni namenjen narodno-zabavni glasbi. To je dobro vprašanje. Veš, kaj sem v arhivu najdel? V arhivu sem našel, da Jan Plesenjak igral na Lentu, recimo. Ne? Pa Jan Plesenjak ni narodno-zabavna glasba, da ne bo pomote. Ne, hočem povedati, da je festival morda na začetku, kdaj morda skušal nekatere stvari narediti, ampak se je potem zelo hitro odločil za določeno linijo. Jaz mislim, da je prav, da se odloči točno za določeno linijo in pri tem ustraja. Okay. Težko je primerjati jabolke pa hruške med seboj, ampak sami ste imeli reportažo, kjer je vaša novinarka Andreja Kutin šla spraševati lampiončke in študentsko populacijo, zakaj pač so ob mi 2 fehtari in podobno, ne? Ali pa ne vem, Modrijani, pa ne vem, kdorkoli drug. Ja, dobra reportaža. Ja, zelo. Sem z užitkom prebral moje nekdanje cenjene sodelavke, ki je bila prej tu in rekla, da ima par vprašanj, potem pa je zradirala in pustila provokativna vprašanja tebi. Mislim, vprašanje je na mestu, ga razumem, sam ne vidim v trenutni konstelaciji, štrlelo bi ven, mislim, polno, vala bi bilo polno, ljudje mladi bi zagotovo prišli. Je pa res, da je bil poskus DJ Umekom, pa nisi imel ravno občutka, da se bo zelo obnesel, ne? Je bil pa WFX pred leti, na večerovem modru, ki je neki, mislim, jaz sem mislil, da bom sam jaz sem poznal tipa iz YouTubea, pa nisem pristaš te vrste glasbe, mislim, imam različne žanre rad in pridem in je bilo polno in je bila moja generacija tam in je skakala in je to. Mislim, da če se prav spomnim, če se motim, se res upravičujem, ampak mislim, da recimo Plesenjak nastopa na Jurškem odru. Ne? Res. Če ti obrneš, lahko da se motim, ampak če ti obrneš zgodbo in bi potem, ne vem, rekel tem narodno-zabavnim izvajalcem in jim dal izziv, ne, pridite unplugged verzijo, zamenjajte, ne rabijo za biti rock, ker pač meni je rock blizu, ampak če bi obrnil zgodbo, zakaj pa ne? Ker recimo letos so na gori rocka headlineri en dan fehtari. Sem videl. Wow, mislim, jaz bil prvo. Ja, ampak to ne Krega rekel, da oni v bistvu... Ja. Mislim, saj poznamo, smo ne nazadnje tudi videli preko RTV Slovenija kombinacijo obojega, ki smo ji rekli narodno-zabavni rock. In Evropa ni lepo sprejela. In Evropa tega ni najbolj požegnala in razumela te kombinacije. Ja, veliko teh vprašanj je bilo, kaj na Lent spada in kaj ne. Festival je pač šel svojo pot, odgovarja za program in jaz mislim, da prav je, da ustraja, jaz mislim, da ne ustraja slepo. Bi to bila kdaj pot? Jaz mislim, da ja, ampak v določenem kontekstu in če bi pač našli skupne točke. Ne? Na zadnje, saj tudi Lojze Slak je nastopal z Bigfoot mamo in kaj se je zgodilo, bilo je spektakularno sprejeto, mislim, da je bilo celo na Rokotočcu, bilo je hit in če najdeš to kombinacijo, pa ne pravim, da zaradi tega, da se mora pa narodno-zabavna glasba absolutno prilagajati temu svojemu, ne? Ampak saj tudi Siddharta ni nastopala na festivalu na Rečne popevke, ne? Ja, nimajo tako dobrih komadov. Oprosti, to mi je. Šalim se. S harmoniko po mojem bi super šlo skozi, ampak dobro. Jaz ne moram več. Šlo, zagotovo bi šlo. Ok, gremo nazaj k zapisanim vprašanjem. Ja, struktura publike. Ne? Če pogledamo Art Camp, torej familije, jazz, res oni sladokusci, na promenadi Raja in... Raja splošna. Tako, kak se ti zdi to, je to mi si že omenjal, da je to pač neko zrcalo Maribora, ampak je to festival za vse Mariboru? Mislim, glede na program, glede na to, da kaj je 28 prizorišč, 280 dogodkov, ja, mislim, da bi naj našel vsakdo, mislim, imaš Tomaža Domicelja, imaš Alenko Godec, imaš zelo mlade talente, imaš afterpartije in z DJ in igrane, mislim, koncertne na Veterinskem dvoru. Ja, je pa res za del populacije, se mi zdi pa, da pa zna biti malo včasih slepa pega, ampak to pa ni problem samo festivala Lent. Meni je najlepša izkušnja bila, mislim, da 2 leti nazaj, ko sem na zadnji večer, ki probamo bresti vse odre, včasih so, mislim, bili spremljevalni, pa v glavnem se ni pomembno. Ko sem zadnji večer prišel na Batista Cadillac, ki sem se poznal, super band, ne,
Mislim, da so takrat bili ravno drugi na EMI, tisto leto nekaj tajga, in so imeli koncert na KMŠ odru. KMŠ oder je bil blazno lepo izkus, ko je bil še v Dravski, ko je prevzel to neko, tam je imel MK fenomenalen koncert, ko je rekel, kak je, on je bil doma tam. Tam sem se tudi jaz v Koala zaljubil, no, tako da kar en najn prijatelj. Manca je ime, Miha, se lahko poveš. Pa ne, zdaj direktno. Všeč so mi bili, bolj živo so mi bili dosti bolj všeč kot... Ja, sploh prva plošča, ko sem jaz takrat prvič poslušal, pa potem, ko sem prvič band videl živo v Glasu podzemlja, nista isti zgodbi. Ampak v vsakem primeru, ko sem prišel takrat na KMŠ oder na teraso Mariboxa, je bila izkušnja, ki se po svoje res ne samo bojiš, ampak kar tak sršte spreleti, samo da ko se mi bo to prvi zgodilo, ne vem, kaj bom naredil, ne? Razen da sem šel po protezo, pa po novi kolk, in pa hkrati, kako me pričakuješ, ne? Tako res bipolarna izkušnja, dejansko bipolarna kot bolezen izkušnja je, in pridem tja in ne poznam nobenega. Super. Nobenega. Poprečna starost, prva številka je 1, niti 2, ni. Po moje so vsi bili po 20 stari. Ne? Ti stojiš tam, veš, ne, ker bi Bog ne da jaz pričakoval. Jaz sem na Lento kvečnemu težavo, da saj se pogovarjam z veseljem, ampak jaz si v telefon tipkam sproti, delaš, ne, in se rad pogovarjam, ampak in si navajen, da ljudje pridejo do tebe. Ne. Bil je zadnji večer, ko je ponavadi malenkost bolj sproščen, čeprav grem takrat sem prav naredil, da greš na vse odre, kar je ne poskušati tega toplo odsvetujem, ker na zadnji dan se vam bo zgodilo, da boste v dvorani Union, ki je hladna, krasna klasična glasba na salonu glasbenih umetnosti, jaz sem takrat skoraj zakinkal, ker je bila res prelesna glasba. Ampak, ko sem poslušal Batista Cadillac in videl te ljudi, pride nekdo hodi, veš, pa smisla, nekdo pozna, tak, mogoče znan, veš, pa naredi tak, pa gre mimo tebe. Pazi, stari v napoto si mi, ne. Meni se je to zdelo tako super, ker se spomnim pač časov, pa nočeš, da sem že toliko star, 40 bom, da bom zdaj jaz razlagal njemu tam, vašemu snemalcu, kak naj on Lent doživlja, pa to je njegova stvar, ne? Je bil Lent leta 98, kot si v tekstu prvem. Ja, ne, jaz se ga ne spomnim, ker sem bil 13 let star, ampak ja, on se ga pa dejansko ne more, ker je kasneje rojen. Ja, razumem. Jaz ne morem predočiti teh izkušenj so danes drugačne. Vprašal vse izvajalce, ki so starejši, ki so mojih let in starejši, ne, oni, če bi lahko bi šli takoj nazaj, ker ti noben s telefonom v glavne sveti, ne, pač priješ na oder, pa vsi tak delajo, ne, ampak to je za neizogibno, ne moreš proti temu iti, ampak meni je ravno ta izkušnja, ne vem, Benetk, tam se je dogajalo marsikaj, nekdo je, ne vem, prvi si travo zavohal, da nekdo, nisi vedel, kaj ta von je, pa tak pač folk je imel kitare, Boba Marley igrala, Che Guevara, majice, ne vem, neka kao, polničkost, pa se ni bila, ne, ampak res si bil za sebe in ne vem, na večerjem odru, ko gledam slike za nazaj, poprečna starost obiskovalcev je bila precej nižja, vse meni se zdi, no. In res, kam smo lahko kot mulci vse hodili, koliko smo bili stari, sej take v marsičem, ne, če boš pogledal, mislim, se vemo, ne, kako so ne nazadnje viole nastale, ne, so bili marinci, so bili res najstniki, ne. Otroci, v bistvu. Ne. Ja, ne, ampak pač s časoma se je potem to zraslo in... Kako povezava zdaj? Ja, no, pač ne, pač koliko so se časi spremenili, ne, tudi, hočem samo povedati, da to, da vidiš, da doživiš, pač jaz največ plišastih medvedkov, ki sem jih v življenju videl, so pač bili na Omarju Naberju, ki je imel, jaz sem zdaj pretiraval, meni se je bilo 4 tožili, bil je večer oder v Kotu, bilo je 3 mesece potem, ko je bil na EMI, na Eurosongu, večer oder tam, kjer ste ga večina navajeni, še starejši, da je stal, gužva je bila do mosta. Zastojn še, ne? Ja, zastojn, do mosta gužva. Ker smo ravno pri tem večerovem modru, ki je bil še zastojn, polno, vedno. Spomnim se, Maribor je igral pokalno, super, nekaj že ta poletna tekma, ki je bila. Bil je super pokal, ja. Super pokalna tekma, na jugu sem bil, slišalo se je, prazen stadion skoraj, slišalo se je, kak kleje Miran Pavlin v dresu Kopra, pa pol Koper vseeno zmaga, kasneje Vlado Kreslin na Lentu, res lepi poletni dnevi najstništva. In pol se pa zgodi, da večerov oder tam ob Dravi postane plačljiv in kar naenkrat prazen. Ja, to je bilo zelo trdo. Jaz sem takrat, ravno tisto leto, mislim, da vmes potem nekaj časa nisem za večer več pokrival, jaz sem ga pokrival večinoma, malo on, malo off, ampak mislim, da je bilo tam okrog 2013-14, bi rad rekel, da se je to zgodilo. In ko se je to zgodilo, je, ne bi rekel revolt, ampak bil je odboj, ne. Čez noč to narediti je... Kako pa češ drugače? Oni so takrat pač
šli novim časom naproti, festival se je potem nenazadnje tudi skrajšal in so to morali narediti. Bilo je zelo trdo in da so to preživeli, kaže tudi na versatilnost. Če si bil noter, nekateri koncerti, Tekoči kru, če boš pogledal, mislim na celi koncert, njihov 2014-15, tu nekje, njihov celi koncert imaš na YouTubeu, mislim, da se vidijo zaradi prazna mesta, ampak jaz bi šel še enkrat takoj, bi kupil karto takoj. Ker je bilo tako fajn. In takrat so pa začeli razmišljati v to smer. Je pa res, da če je nekaj dolgo zastonj, potem pa začneš ti za to računati, je težka pot. Takrat morda bi bilo smelo, če bi našli mogoče oder, ki je malo bolj zaprt, ker tam je res bil problem, da je bil isti oder, pa samo ograjo okrog, ne? To je bil problem. Ne? Če bi bil Rotoški trg, kjer je potem bil večer oder, je že drugo izkušnja. Povod za to je bilo vprašanje, ali smo še v Mariboru zastojnkarski ali ne. Mislim, smo že naredili ta miselni preskok. Jaz mislim, da ja. Okay. Ker se meni tudi zdi, čeprav zdaj zopet Jurčko večer oder je spet zastojno, naredimo še. Ja, zdaj že dolga leta. Ja. No, ampak kako smo v bistvu prišli od tega? Zato, ker 30,000 ljudi dela v Avstriji, pa mu ni težko dati za... Dobro, zato je stvar širše gospodarske situacije. Sprašujem pa o miselnosti. Smo pripravljeni torej plačati, ali smo bili v to vzgojeni? Mislim, saj si imel akreditacijo kot novinar, pa si imel dostop do zadnjega afterpartija, ki je sicer zgodba zase vedno, pa ima svojo mikavnost in draž, ne? Jaz sem lani šel potem še v Veterinski dvor, mislim, da vem pogledati folk je s cashom stal, da bi ti... Za lani ne vem, ker sem bil na Euro, ampak se pa spomnim, da je že leto prej bilo tako, ko je bilo ljudje so pripravljeni, res denar bi ti dali, kupili bi ti akreditacijo, karto pač vse, ne. Meni se tudi na finalu Lige prvakov zdelo, da mi je navijač Interja 2,10 tiščal tavžne Euro, ne. Pa Rusiji, pretekmo Rusija, Slovenija, meni 500, pa takrat nisem vedel, kaj to je, ne. Če bi vedel, eto se ne bi vprašal. Ampak ja, seveda ne. Mislim, da ta zastojnkarska kultura, zdaj primeru Lenta se je dogajalo, da ko so res zelo, zelo odmevni dogodki in zelo mamljivi, so tudi razprodani, tudi na Glavnem odru je že bilo kaj razprodano, pa je zdaj zelo, zelo velik, ne? Če od strani stole. Ne? In mislim, da Lent je zelo pripomogel k temu. S časoma ta del ni bil narejena sila, ampak se mi zdi vendarle, da smo tu spoznali, no. Predvsem tu pa se mi zdi, da mlajša generacija, kar delno vem iz podcastov, s časoma razume, da se nekatere stvari plačajo, pa ne zato, ker si jih ti nahrulil, ker si prišel zaraz palco, ampak se mi zdi, da ja, zdaj edina razlika glavna, ki pa res je pa ta, da ko se zdaj odločiš za en dogodek in kupiš karto, pa šel na ta dogodek, ne. Včasih si imel pač Lento, so bile tudi karte za določene stvari, si moral doplačati, ampak ti si imel Lento, kupil si jo, ni bila pretirano draga, težko bi zdaj preračunal, koliko bi danes to bilo. Seveda ne moreš dati za karte 300 evrov, ne, ni to Glastonbury, ne, ampak vprašanje, kaj bi bilo, če bi recimo nastavil na 70, 50, 30, 100, ne vem koliko evrov in bi zato lahko videl na en dan več dogodkov, ker dejansko lahko greš na več odrov. To pa je tista dražki, to pa je tisto pri Lentu, kar bi res priporočam, ampak še vedno 4 odri so plačljivi, ostali pa niso, ne, in še vedno je toliko dogodkov, ki jih lahko obiščeš, pa tudi kupiš karto za enega izbranega. Ne. Teda pogledajte na spletno stran festivala Lent, da vidite, kaj vse ponuja v naslednjih dneh, torej do naslednje sobote. Zdaj gremo malo v tvoj stil, tudi pisanja Skriti biser festivala Lent. Čakaj, to smo na listku napisano. Ja, pogledaj, ne. Ne bom. Skriti biser. Ja, eno je to na KMŠ odru zadnji dan, lani so me gurčki leteli na LPS, to je Skriti biser. Stand-up, ki ga ne poznate osebo, če poznate dovolj jezik, lahko je v angleščini, lahko je v srbščini, lahko je v slovenščini, seveda. Nikoli slabe, jaz ne mislim do človeka, ki bi šel stand-up, pa rekel, da ni bilo v redu. Če ni razprodano, če mislite, kaj če bi šla, idite. To je res zagotovo super. Res se splača iti, če vam je fejs vroče, pa če imate otroke, ki nikoli niso bili na klasične glasbi, bojo hostese zelo razumevajoče, res se splača iti pogledati salon glasbenih umetnosti, počakate 2 komada, saj boste vedeli in greste, pa tudi če je klasična glasba, tako da to je par biserov, pa petkov afterparty, ne sobotni zadnji. Ok, ti si tako napisal torek, četrtek in vsak dan na afterparty v bistvu, ne? Afterparty je vsaki dan, ja. Afterparty je leto vsaki dan, lani mislim, v nedeljo ni bilo ali ponedeljek, ampak je vsaki dan. Pa 2 sta, ne? Pa 2 sta v Vetrincu in na Minoritih. In zdaj si že naštel biserov več, ne? Zato, ker se zanima 5. Tako, zdaj pa top. Zdaj nekaj je povedal Gogo in zdaj, kaj bi lahko naredil? Daj mi to. Pusti.
to obrnil to, pa bi pač malo premešal, pa rekel to. Ne? Pusti, to so vrhunci tam pozume noter v kamero. To so vrhunci. To 5 vrhuncev. Daj. Petek, sobota, sreda, petek, sobota. To so nekateri, zagotovo, seveda ne more mimo Luke Šuliča, ne, ker vedno bo pač posebno, ko si ti v svojem mestu. Ne. Vedno je razlika. Ne? In to bo zagotovo fenomenalno. Vem, da so nekateri znoreli, ko sem enkrat napisal, da Vlado Kreslin mora vedno biti točno taj, ko je vedno isti. Ne? In pol folk znori. Vedno, ker včasih se je govorilo, vedno so Kreslini, Lovšini in Predini. Ne? Letos smo gledali samo Lovšina. Ampak, ki so nastopali po 2-3 krat na en festival. Ne? Tudi, ja. Ampak pri Vladu Kreslinu je ravno to, da še je, da dela to na ta način, letos pa to dela z Big Bandom, Šentjur, kar bo po moje sploh nenavadna izkušnja, lani je bila malo specifična, ker so bili izštekani Mlada garda. Tako da to bi bil vrhunec. Koala Voice, sicer ti si Bojda na dopustu, ti si en tistih sedmih Mariborčanov. Jaz smo enkrat v bistvu samo petek, sobota, nedelja. To svoj ni dopust. Samo izgovor. Za kako nalogo. Tako da zadnji dan Koala Voice, Žan Videc prej, nagi Miha Dajčman v prvi vrsti. Ne, jaz sem na odru, ko oni končajo. Ja, to smo že imeli tako izvedbo pred kratkim. Drži. Dajte res priložnost promenadi, začne se res da ob 8, ampak tam bojo koncerti, po moje res fajn, lani so vedno mize premikali, eni so s tubo igrali, mislim, Pantalon, lani je res bilo super oder bo, pa po mojem Mašarik znajo biti vredo, tam pričakujem vašega producenta, ki zadaj že kima, oziroma snemalca, ne točno kakšno funkcijo ima, in pa po moje Vaz zna biti vredo. Jaz pač vedno raje grem tam, kjer so bolj mlada garda, pa nič proti starejši, ker dajte si enkrat narediti, ujamete dokler lahko. Josip Lisac ima 75 let, nisem pogledal, koliko je star Tomaž Domicel, ampak glede na to, kaj sta ona dva z Andrejem Šifrerjem na zadnje govorila dol z odra, bi lahko šla gladko na stand-up lent. Jaz sem bil enkrat na Lovšino, na večerovem odru, ki je bil obrnjen od vodnega stolpa. Tip je govoril 6 minut o stranki Desus. Moj dejt, draga Nikita, je gledala, zakaj zdaj to poslušam. Ti si rekel Lovšin, da sicer ne zna pet, ampak da je v redu. In pa sem rekel, mogoče pa res grema. In hvala Bogu, je začel špilat. Ko špila, ko pade not. Je v redu, samo ne mi o Desusu 6 minut govoriti. Dobro, super, tudi to so cukri festivala Lent, ki pač se lahko zgodi. Te lahko samo nekaj vprašam? Prosim. Tu nekje si imel možnost za provokativno vprašanje, pa si za drugo provokativno vprašanje in si sam na odgovoril. Lahko si ga še enkrat sam ti zastaviš. No, zastavi si ga, Provokativno vprašanje? Ja, vprašaj se. Ja, tisto, meni se zdi, da tisto, če bi Lent bil čez celo poletje, pa nared, da bi lahko ljudje šli na več odrov. To je provokativno vprašanje čez Lent. Dobro vprašanje je, ampak pri trenutnem konceptu je neizvedljivo, ker odri, če stojijo, ostanejo. To je vprašanje, ki je že bilo. V tvojem žanru smo zdaj izpostavili 5 stvari, pa jih verjetno ni bilo 5. Če bi prijatelja iz Ljubljane gostil, imaš prijatelje v Ljubljani? Živijo tam, ja. Jaz 9 let živel, 4 v Ljubljani, ampak jaz, ko sem šel z Ljubljane, sem vedno povedal, da ne vem, kako Ljubljančan zgleda. So vsi bili od drugot, ne? Jaz imam podobno izkušnjo. Cimer moj je bil Primorec, faca. Gremo torej na to, če bi... Kam bi peljal Ljubljančana? Tako, ali pa ne Ljubljančana, nekoga od... Ne, Ljubljančana ziher ne bi letos peljal v Ljudski vrt. Veš, kam bi ga peljal? To, kar ponavadi potem napišem za zadnji dan, kako ponavadi izgledajo po urah, kdaj je, kje, kaj. Jaz bi ga res peljal, če je res vroče, ker jaz res nisem ljubitelj pretirano vročine, kar se vidi po mojem stasu in glasu, ampak... Peljal bi ga pozno popoldne, mogoče celo najprej na otroški Lent, če ima otroke. Ne? Res Romana Kranjčan, to je prvi dan, to morate iti, to se res plača videti. No, ta draž otroških očeh, karkoli v bistvu. Peljal bi ga, pozabil se zdaj ime, 2 ognjaži sta letos festival uličnega gledališča, ampak šel bi potem najprej bi ga peljal po Lentu, da malo vidi ga od zgoraj, ne rabi še iti dol, dobila bi se moče na Glavnem trgu. Potem bi ga peljal tu malo samo na most, da vidi gor dol, potem bi ga peljal do Veterinskega dvora, potem bi šla seveda v park, ob 7 zvečer, ko je kakšen dogodek,
potem pa sploh, če so kakšna živa dvorišča. Ja, skriti biser je Krekova 4 živa dvorišča, to je, se splača pogledati, pa letos sta Ertlo Gozdiček in pa igrišče Bumerang na desnem bregu, tudi tam se bo dogajalo ulično gledališče. To so taki skriti biseri, so predvsem odri, ki jih med letom ni, da nekaj zaživi. Potem bi ga pa peljal kaj takega, zagotovo na promenado na koncert, če bi si zaželel ali v Sodni stolp, ki ga pač fajn pogledati, lahko bi šel tudi pogledati potem po koncu koncerta. Tam bi bila kakšne 3/4 ure, potem pa na večerov oder, če se začne Jurčko večerov oder, zdaj, če bi ga zanimalo na glavni oder, če ne, pa zagotovo na stand-up land, pol pa počasi že gore dole okoli, ne? Pa zagotovo na oba afterja, to pa zdaj, mislim si že nekako opisal, kako bi naj izgledal večerov dan, lentovski dan. Zdaj pa, če te vprašam še to, ker ne vemo točno, kako bo s kulinariko. Tudi jaz ne, nisem še niti vprašal. Ampak tak, ne, mora biti na Lentu cenejše pivo kot v Ljudskem vrtu ali ne? Vseeno gre za kulturni dogodek. To je v bistvu zdaj provokacija na račun cene piva v Ljudskem vrtu. Torej, kaj ti, ko greš v Ljudski vrt, si v 5 pirov, greš pa v SNG pa 3. ne razumem. Na koncert, ne? Kje je najbolj dražje? Kje je najbolj cenejše pivo? Cenejše, vola ne dražje, nemo folko pira dražje, že tako vemo, kak je v Ljudskem vrtu s tem piva, ampak v Ljudskem vrtu za pivo koliko 3,90. Ja, ampak zdaj ustanavljajo društvo, ki bo... So ga že ustanovili, jaz žal nisem časa iti, ampak so ga ustanovili. Ja, čestitke tistim, ki so res ustanovili in upam, da bodo tudi to uspeli urediti. Da znižali ceno piva. Ja, nekateri, jaz redko tam posežem po pivu, ker je tu marsikoga še povedal vprašanje kvalitete, ampak to je vsakdaj drugič. Ja, cene so zelo specifične, lahko na Lentu, to je res. Je pa res, da so vse posod. Jaz ne vem, koliko stane najem vsega tega, ampak tudi slišal sem, koliko bo na festivalu v Laškem, koliko zna biti pivo, ne, pa vemo, kdo tam organizira festival, tako da to pač rečem kot podcaster, ne, kot to ni moj del uradnega dela festivala Lent, ampak ja, pač seveda bi vsi želeli, da bi cene bile čim bolj dostopne, no, ampak sodeč po vrstah na nekaterih koncertih, mislim, da cena ni probleme, pa res, da tudi vsaj lokali imajo svoje redne cenike, upam, da so cene take kot sicer med letom. Ne. Dobro, za špricere bo Ptujska klet očitno skrbela, ker je tudi partner festivala Lent. Drži. In ima špricer bazo blizu Jurčkovega večerovega odra. Tam so kelnari, fajn, ful. Tam te napesajo, res. Ja? Bog ne da reči kocko leda noter špricere, ojoj. Ti to še vedno delaš? Ja, to jaz časih. Intervju, na katerega si najbolj ponosen na festivalu Lent? S festivala Lent. Bilo jih je nekaj, ne bom pozabil, kak naivno sem izpadal, to je zato, ponosen sem, tako bom razdelil, ponosen zato, ker sem dobil možnost to delati in bil tako hudo naiven, da glava boli, je bil zagotovo Zoran Kostić Cane, ne, iz Party Breakersov, ki mi je razlagal o vsem živem in jaz takrat nisem še poznal sem Party Breakers, nisem pa vedel za vse njegove zmožnosti, one-linerov, kot bi se temu reklo. Ta intervju mi je zelo ostal v spominu, je pa res za teh intervju bilo kar nekaj, no, ampak zelo poseben, ni mi intervju, bila izjava, je bilo pa z Magnifikom, mislim, ravno leta 2004, bilo je ob koncu afterpartija na Minoritih, ko je bil ta še v cerkvi, straniš Dixija, po moje ni bilo, in smo šli, pač si lulal zunaj in vem, da sem se postavil, dotični je stal nedaleč od mene in sem ga vprašal med aktom če bi lahko za izjavo rekel ti, ker vpraš, in sem seveda vprašal, če se spravo spomnim, lahko pa da se spomnim časih že ti pove stvari, kako bi bilo, da bi se zgodile. Jaz mislim, da sem ga to vprašal, ker bilo je leto 2004, bili smo torej 2 meseca ali pa slab mesec in pol v Evropski uniji in sem ga vprašal, kako se mu zdaj zdi, ko smo vstopili v Evropske uniji, pa je rekel, saj vidiš. Če to drži, ne vem, meni se zdi, ampak to je že res 21 let nazaj, ampak takšne stvari, da smo lahko spraševali, ti intervjuje so bili res, pa David Byrne, mislim, da sem se lahko z njim pogovarjal, pa še kdo bi se zagotovo našel. Okay. Torej, odpade to vprašanje, najbolj bizaren trenutek s kakšno slavno osebo je verjetno to, da, veš, kak pravijo, doben Slovan ne hči je sam, to ni potrebno piskati, ampak to si piše za uho. To je verjetno ta anekdota z Magnifikom je verjetno... Pa ja, mislim, bilo jih je, Miha, to je, Lent je res takrat trajal, vsaki dan si bil tam, se pravim, pri Lentu je bilo
za mene najlepše, da sem lahko ga izkusil v čisto vseh možnih oblikah. Kot da sem šel starši, šel sem na koncert Jamesa Browna, Raya Charlesa, ko je bilo to še v dvorani Taboru. Izkusil sem ga potem, da sem lahko šel sam, ampak bodi ob 9-10 doma, ne bom nikoli pozabil v Riverju, v katerem bi vaš sodelavec Denis Žulčec lahko kaj povedal, tam se je pol Maribora prvič lizalo, jaz nisem med njimi, pa sem potem prišel zelo pol uri domov in potem še prvo sočeloval naslednji dan še na koncert Siddharte, tako da ti je len dal ta zagon, da sem ga potem izkušal z sošolci, z kakšno prvo ljubeznijo, z prvimi novinarskimi poskusi, res v vseh vlogah in ja, tudi kot nastopajoči celo. Enkrat, kako so že bili HC Creative, da se me Žan Lebe me bo trenutno zdaj ubil, Hedonisti Creativity so bili, ja, in so igrali na, ne vem, so bili že mladi Oder ali ne, ampak bilo je minoritski cerkvi noter, pa sem tam lahko kitaro igral z njimi in pa z drugim orkestrom sem nastopal, tako da sem ga res izkustil in zdaj še kot del ekipe, ki so ustvarja festival, tako da je to res nekaj, kjer vidiš sebe skozi čas, pa hkrati vidiš malo naprej. Govoril si o dvorani Tabor, tam je zicer Dražen Zečič, v Mariboru, Festival Lent, pa tu pa tam ima neko malo bolj komercialno ime, oziroma neki zicer je, imel je Raya Charlesa, imel je druge opcije. Okay, pač, ja. So je zicer, ni? Ne? No, ja, je zicer, halo. Ja, imel je neko headlinerja, ne? Če tako rečemo, zdaj letos pač nekaj jih je, ampak ni pa, ne, zdaj, pač, ne vem, taki občutek je. Nekaj težavo imajo. Pa ga rabi ali ne, to je zdaj vprašanje. Jaz mislim, da sploh ne, zato ker slejko prej imajo težave s tem tudi daleč največji festivali. Ja, Glastonbury je tako, oni razprodajo preden povejo, kdo bo igral, ne? Ja. Ampak ko vidiš, kdo tam igra s časoma, ali bojo hologrami, ali pa vprašanje, kaj bo, ne? Pač jaz zdaj, ko vidim, ko sem pokrival in sem imel priložnost, da sem za večer pokrival večino teh koncertov, ki sem jih nekoč obiskoval po več kot 100 na leto, ne? Jaz sem večino teh bendov, ki zdaj so headlineri, tako ali tako že videl, pa že takrat niso bili pretirano novi, vključujoč, ne vem, Kings of Leon na pamet ali pa Black Keys, ne? Muse, Mumford & Sons, vse to sem jaz takrat že videl in večinoma zdaj to kroži in pač zato, ker rock glasba je pač, ne bom rekel obtičala, ampak pač ni več sledila temu tempu, ne? Velika nova imena v Sloveniji, vse so bili Joker out, ne? Ja, bila je dubioza večkrat. Verjetno čez to pa težko gremo, ne? Ja, ampak to je vprašanje, kdo je veliko ime, ne? Mislim, Taylor Swift ne bo prišla na festival, pa tudi ona ni nova izvajalka. So zdaj tu okoli. Oni niso novi izvajalci, ne? Oni so 15 let nazaj na Dunaju igrali. Ne pravim, da morajo biti novi, ne? Pač zanima me, ali potrebuje ali ne, ti si odgovoril, da sem vas skregala za konec. Ne bom se skregala. Jaz samo mislim, da ni potrebno, no. Ampak jaz mislim, da je dosti večji potencial biti celo na koncertu Radia City, ne? Da bi tja prišel. Takrat bi v tistih najboljših časih Robbie Williams prišel. Na mesto 5 evrov ali $500, koliko je bila karta, bi bila karta, ne vem, če bi si takrat to lahko privoščili, pa bi prišlo še vedno 25-30 tisoč ljudi. Ja, ker bi bilo toliko ljudi. In super, ker je plac za to na Lentu, nimaš prostora tega narediti, ne? Govoril je Gogo Rukavina, si lepo pojasnil, zakaj je Gogo v svojem tekstu na spletni strani festivala. Že z tega do letos nisem. Verjetno mi je kdaj povedal, pa mi je skozi leti šlo, ampak no, ne. Kakšen je proračun festivala? 1,1 milijon evrov, kar pomeni, ne, zdaj, če bi pripeljali Imagine Dragons, ne gre. Bi šlo pač pol proračuna, verjetno še več. Za neko tako imetek, da še moče z... Jaz vidim, da si velik fan Imagine Dragons. Pa niso vredno. Meni je žal, da takrat... Celi Instagram sem jih imel zdaj... Ja, ki so bili na Ferenc Puškaš dvorani na stadionu. Samo ne vedno brez majice. Niso oni v Puli bili lani? Ma ne vem. Meni je žal, da takrat, ko so prišli ven za Radioactive, da takrat nisem šel na Dunaj, to je en redkih bendov, ki mi je takrat ušel, pa so pač postali res, ampak če meni kdo reče, da to novi bend, jaz oboščice dobim. Za mene je novi bend nekdo, ki je star do 25 let. Ali pa da je na sceni manj kot 5 let. Ok. To je mlad bend. Runner so zdaj mariborski. Ja. Teda. Ampak ja, Miha, jaz verjamem, bom predal tvojo željo po Imagine Dragons direktorju Rukavini. Nič. Če so se najbolj veseliš na naslednjih dneh? Da bom srečen, da greš ti na dopust. To sploh ni res. Ne gre. Ja, okay. Zelo se veselim predvsem tega, da bo na Jazz Lentu cel kup novih stvari, ker pač
res iskreno, jaz o jazzu nekaj malega veš, ampak pač vsako leto pridejo imena, za katera vidiš potem, zakaj zagotavljajo in so opisi takšni, kot so, ne. In so krasni opisi in Jazzland je res ena od stvari, ki te vedno, to me res vedno wow, to imamo tu, kak je to fajn, škoda, da tega ne vidimo večkrat, več ljudi in tako naprej. Pa cel kup obrazov, ki jih vidim, predvsem raznega osebja, ki se te pol usmili, eni že prvi dan, eni peti, eni zadnji, od natakarjev, varnostnikov, kebab mojstrov, oni kot ti pico da, vseh doma, ki razumejo, da pač si malo že zmatran proti koncu, ampak je taka posebna vrsta zmatranosti. Kaj misliš, da bi 16 dni tega tempa zdržal? Ne. Dobro. Ne, jaz sem Gogota vprašal lani, koliko dni je manjkal na festivalu Lent od leta 93 in mislim, da je rekel, da je manjkal en dan. Ne vem točno zakaj je šlo, mislim, da je bila neka osebna stvar je bila, ampak mislim, da še tisti večer tudi prišel na Lent. Je pa gospod Peter Pogorelec, ki je bil pa na čisto vseh festivalskih dneh in po mojem bo tudi letos. Rekel sem na tem še kaj vprašal o podcastih. Zdaj? Vprašaj. Kak si kaj s podcasti? Laufajo? Offside štima? Kaj mi službo ponujaš? Ne. Ja, no, gledaj, kakšne pogoje imate tu. Ja, odlični, res super pogoji so. Najni pogoji za snemanje podcasta Offside so, ne moremo sedeti niti tak narazen, je pa tu je štedilnik, tam je že hladilnik. 10 let si že na tej sceni. Ja. Ko sem začenjal, nas je bilo bore malo. Ja, zdaj je neverjetno razvita. Ta scena 2018 si tudi za večer že poskušal. Takrat je studio zgledal, so še neke video posnetki. Z Denisom Živčecem na ena stvari, na katerih sem bolj ponosen. Denis Živčec je bil takrat, še vedno je, ampak to, da smo mi dva spojena iz popolnoma dveh, po moje drugih polo, tisto je bila ena najbolj zabavnih izkušenj, ki sem jih kadarkoli počel, res. No, zdaj je ta scena full so tudi ljudje podpirajo, naj plačajo podcaste, tako da grejo na koncerte in jih plačajo. Moče to sporočilo? Mislim, sporočilo je, veš, kakaj s podcasti, jaz sem tu malo konzervativen, celo purist, mislim, da tudi Anže Tomič, ki mi je takrat zelo pomagal, ki je bil med prvimi, ki je to delal na ta način in hvala Bogu, da počne to še naprej. Je pa res, da so bili zelo, zelo drugi časi, ko smo začenjali z enim mikrofonom po moje naslovnici ali pa na pravopisu, ker je pač najbolj debelo, kaj imaš doma, da potem to nekako zgleda. Ampak jaz sem poriz v tem smislu, da podcaste še vedno dojemam audio. Ne? Razumem, da morajo biti videi, razumem, da je to viralno, razumem, da so potem story, da so klipi, popolnoma poslovni model zdaj popolnoma razumem, ampak jaz podcaste konzumiram izključno audio, izključno. Tudi jaz, ja. Izključno in mislim, da se takrat tudi podcast je res namenjen temu. No? Mi pri nas v Sloveniji še vedno, če kaj pogrešam, so res poglobljeni podcasti v smislu zgodb. Jaz bi zelo rad videl črnokronaški slovenski podcast, ne? True crime slovenski, tega nobene dela. Noben blobi, zgodb imaš kar nekaj, ne? Ne bom govoril preveč, ampak... No, če ga delate, hvala Bogu. Ne, ideje, veš kak je to, ne? Ideje so vedno, ne? Pač izvedba je naslednja stvar in zdaj... Tako da to je. Moram te še vprašati, ne? Vseeno... Me vprašati, kaki kruh je podcast. Ja, to kak je? Oni pred včerajšnjim, ko piše gor 50 posto, ne? Težek kruh je zagotovo. Iz tistega kruha tudi dobre knedle narediš. Butično je bolno. Ja, upam, da se bo razvijala zadeva še bolj. V Offsideu seveda veliko o fuzbalu in zdaj me zanima, če znaš izgovoriti ime trenerja Maribora. Tanri Vermiš je primek, ne? Bravo. Tanri Vermiš. Ja, super. Pa še je na koncu, ne? Še. Kaj sem najprej rekel Tanri Vermiš. To je čist dovolj. Tanri Vermiš, to vem. Po pivu ima. Nekaj Tanningberg, nekaj tega. Tukberg. Ampak... Ne, fule narobe, moram to vedeti, ampak ne bom si zapisal. Sej sem ti napisal, te vprašal, pa tudi... Vedeti, me vprašal, pa sem se pripravil na to. Sej tu, če bi zaigral, da ne znaš, bi bilo zabavno. Zanima me, kak si zadovoljen žrebom, ker v kadrovanju te ne sprašal, lahko da se jutri, ko je ta podcast objavljen, zgodi vmes nekaj nenavadnega in dobi Maribor neverjetno krepitve. Kak si zadovoljen žrebom, torej ali Paksi iz Pakistana, šala, Paksi iz Madžarske ali pa... Torej, Kluž, ki je bil od Maribora boljši po leti 2022. Ja, dobimo tako ali tako poraženca. Zdaj po statusu favorita in glede na mariborske izkušnje in renome obeh klubov, mislim, da pač si verjetno vsi bolj želimo madžarskega tekmeca. Ne? Tako.
ki si ga ti predstavil ravno kar v Srednjo Azijo, ampak poleg tega, da bi bilo zelo bližne gostovanje in bi to marsikomu verjetno lahko omogočilo pot, z žrebom, mislim, lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, jaz mislim, da žreb ni slab, mislim, da to pravi te za to ekipo, predvsem za klub, ker ekipa tako ali tako se še vedno sestavlja, ne. Tako da žrebom načeloma sem zadovoljen, zdaj glede na to leto slovenski klubi res niso imeli sreče, ne, čisto vsi. Maribor pa, mislim, lanska izkušnja je bila kar zanimiva, no, ker je bil Batek, ki je bil pač premočen, potem pa je tista Krajova, tam pa se je pokazalo, da vendarle ta ekipa dosti zna, edino, glede na to, da je cilj res naslov, Maribor je, malo daljši odgovor je, ampak Maribor je malo vedno v precepu, ne. Seveda bi si želeli konferenčne lige, ne, ampak da se ti zgodi to kot lani, si pa v klubu, kot je Maribor, ne moreš reči, mi bomo vrgli Evropo pod avtobus, fertik, bomo mladinci igrali, ne moreš tega narediti, ne. Ker si pač ima klub določen renome, tudi ne nazadnje uvrstitev v konferenčno ligo prinaša marsikaj, ampak da se ti pa dogaja to, da imaš potem pa preobremenjenost, hitro si pa tekme začnejo slediti tudi v ligi, ne, in potem je lahko naenkrat konec avgusta, začetek septembra, 5-6 krogov odigranih, nisi na vrhu in je problem, ne. In to vse bomo spremljali. Bomo. In še zadnje vprašanje, ki si kviz mojster zdaj že na različnih lokacijah, kaj bi bilo lažje narediti kviz o festivalu Lent ali o novi ekipi Maribora oziroma o trenutni ekipi Maribora? To sem prebral na koncu, pa pozabil sem, da je pisal o trenutni ekipi Maribora. Ja, glede na to, kak sem jaz, jaz bi ABC, če bi mi dal ime trenerja, pa nočem se norca delati, pa človek res se hočeš naučiti, ne. Seveda, se ga spoštujemo. Absolutno, ne, ker vemo, kako nas moti, ko so vsi čeji, kaj, pa tako naprej, ne, Zahovik in podobno, ne. Jaz mislim, da v tem primeru bi po moje v Lentu bilo nekoliko lažje, ker ga toliko več ljudi obiskalo. Je pa res, da bi pa jaz z določenimi ljudmi, ki so bili v klubu, jaz bi rad videl Marka Šulerja in pokazal samo obraze nekaterih igralcev v preteklosti, pa ne samo njega, da ne bom zdaj izpostavljal njega. Ne vem, vse športne direktore zadnje bi dal, pa bi slike kazal, pa opise igralcev in da vidim, če bi zavedli, da je to, ne vem, Feta, da je to Castro, da je to Andrej Kotnik, da je to, ne vem, da je to Sudani, da taki kviz si pa predstavljam, taki kviz je bil zelo, zelo zanimiv, ampak v Lentu bi bil pa, po moje, bi ljudje vedeli dosti, ker vedo ogromno, vse si bil na kakšnem kvizu in o Mariboru ljudje vejo res dosti stvari, se pa najde kak navijač, ki ne ve, in to zelo znan navijač Maribora z dolgoletno sezonsko karto, ki ne ve, kakšne barve so stebri nosilcev reflektorjev v Ljudskem vrtu, ne. To je za malo sprana barva, pa je zato... Zdaj sprana bila pa je fejst. Zelena. Ja, zelena. Ok, o zeleni kdaj drugič? Ja. Tokrat pa najlepša hvala, Jaša, da si vzel čas. Kljub temu, da te čaka res pestro lentovanje, lentanje, kako se izgovori to? Jaz pišem vedno lentanje. Dobro, pestro lentanje ti želim, tudi na strani... Kaj ti mi povej, daj to mi povej, prosim. Zadnje vprašanje. Res ful me zanima, kaj pa tvoje, ti na Lentu, kaj je bilo tako, da se res spomniš? A ti je bilo vreo, no, da je res... Ful mi je bilo vreo, takrat še v srednješolskih časih. S kom si bil? Ja, zdaj tega nas smem javno. A ja, dobro, ne, so šolci, ali... Vedno smo se dobili pri Brunčeku, ne. In takrat, če mladoletni smo Čakaj, tako sem imel tam doli. Tako, tam smo se dobili. Jaz sem na Lentu 1 leto doma, to je bilo, ko je bil Lent zadnjič 2 tedna trajal in ne priporočam, Brunček je bil nasproti mene tam, ker sem doma. Super je bilo, zato ker tam smo dobili pač tudi mladoletni špricer, ker pač to je vseeno pijača, ker mladoletni lahko spijajo. Minister za zdravje opozarja. Ja. In tam smo se zbrali tudi z soigravci nogometni in od tam smo pošli dalje jagat, če lahko tako rečem, oziroma pač po promenadi in sem pa tja koncerti pa... Veš, kaj je bila pa moja finta? Ful lep dogodek, še to mi je bil, ko smo bili na Rotožu z familijo na Sidarti. Sidarta je naš, če bi izbral neki družinski band, ki je meni sestrama in partnerjev. Ful všeč in tam smo po naključju nastala fotografija, kako smo bili v zadnji vrsti, blizu šanka seveda, vsi objeti, zadnji večerov oder za Sidarto in pač je taka ena slika, ki pač hočem, da mojče kdaj opiše moje življenje nastala. Ampak ful je lepih trenutkov s festivala. Ja, ful, res. Res noro, ko pač pogledaš za nazaj, da so to ti moji jagarski dnevi, ne, že 15 let nazaj, ne, ampak ja.
Ja, Kaj si pač še pa jaz povedati? delo, kar se malo vidi, pač lačen si bil, si krat pol ful pozno, ne? Ja, seveda. In ko si šel do štantov z grilom, ne? Ja. Si, lahko si naročil samo hlebček, torej kruh, hlepinjo, whatever, Ja. ne? Brez, pač se ne, vlodnara nisi imel, ne? Ja. In če si šel, če si zadev pravega majstora, pa teh žarov ni bilo tako malo, nekaj jih je bilo, ker Ja. so vsi bentili, da je toliko čevapčič, ampak če si pravega majstora najdel v pravi uri, tam malo pred polnočjo, si rekel, kaj lahko, pa mi malo not pomočite. Vedno ti je dal še 3 čevape, poleg čist vedno za 100 in niti računal. Tako da to je bil, pa spomnim se, da sem enkrat dobil kozarec Coca-Cole, ko smo bili zelo mali na Lendu. To so tiste stvari, ki ti res ostanejo, no? Ki nima niti veze s programom, ker je Lend vse več kot ne samo program. In če srečate Jašo na festivalu Lent, mu plačete eno brezalkoholno pivo ali kaj Zakaj pa, takega. ne, prvo kot prvo, Zakaj? ne me motiti, no, ko piše. Ja, no, se samo plačate, ne rabite ga Saj ugovoriti. jaz se menim, jaz slišim pa to, ampak ne raj me motiti, ko mot vrijete, zdaj sem to zelo grdo rekel. Ampak res, če vidite, da full tipkam noter, pač bom z veseljem se pogovoril, pa, ker pa časih, pa sploh, če pa časih drugi res uživajo v poslušanju glasbe, ker so si odri različni. Ne, Jaz sem samo hotel pač, da ti ljudje, da ne boš dehidriral. Pač, ne to, če kaj ne bo med Lendom, ne bi dehidriral. No, uživaj, Jaša, ti, mi seveda v tvojih tekstih. Daj vprašaj me še kaj. Ne morem, ker moramo iti dalje, pa tudi ti moraš iti dalje. Saj zato. Mi gremo pa zdaj na vsebine iz večera v soboto in večera v nedeljo. Hvala, naročite se, lajkajte, komentirajte, pišite na miha.dajcmanaf@večer.com. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. V Večeru v soboto preberite: Jure Dolenec ni tip človeka, ki bi po koncu kariere v miru odšel v senco. Dolgoletni kapetan slovenske rokometne reprezentance s 714 zadetki njen najboljši strelec vseh časov, med drugim pravi: Za vsakega otroka je dobro, da se preizkusi v kakšnem moštvenem športu. Namenoma izpostavljam moštvene športe, ker so vseeno drugačni kot individualni. Pogovarjal se je Nejc Strojnik. Mihael Šmirmaul je analiziral iransko jedrsko vprašanje. Bi lahko izraelski napadi Iran opogumili, da končno prečka jedrski Rubikon? Kako bi izgledalo razmerje moči v regiji, če Iran razvije lastno jedrsko orožje? Citiram: Ne znate si niti predstavljati, s kakšnimi vse težavami otroci trkajo na moja vrata, pravi šolska psihologinja Nina Babič. V času, ko se vsak 4. mladostnik v Sloveniji sooča z duševnimi stiskami, je iskren pogovor postal ena najmočnejših oblik pomoči, piše Barbara Bradač. V Večeru v nedeljo objavljamo reportažo Branke Bezjak o tem, kako je športni park Ruše v sodelovanju s partnerji pripravil spust Zdrava natura, nato pa sproščanje in aktivnosti na plaži ob Dravi. Možnosti za aktivnosti na in ob reki so sicer na voljo vse poletje. Denis Bende Živčec je pripravil zgodbo o mini krilu, simbolu ženskega upora proti patriarhatu in konzervativnim družbenim pričakovanjem, ki obstaja aktualen tudi v 21. stoletju. Preberite pa tudi, kaj se zgodi z telesom ob ekstremni vročini. Zadnja leta poleti doživljamo vročinske valove, ki jih nismo vajeni. Temperatura tudi v Evropi dosega celo 40 stopinj in več. Za konec še misel Vladimirja Rukavine, direktorja Narodnega doma Maribor. Marsikaj se da, nimamo pa denarja. Lep uvod v poletje želimo tudi s festivalom Lent.